Danes smo te gledali v vlogi sodobne Pepelke, kako pa si se ti počutila v njej? Jaz sem se počutila odlično, uživala sem od prve do zadnje sekunde, tako da sem res hvaležna za to izkušnjo. Bi rekla, da ta vloga opisuje tebe, si se najdla tako v njej? Mislim, mene osebno ne opisuje, sem se pa zelo našla v njej, ker sem pač nekako bila v stiku z ljudmi, ki imajo podobne usode in sem pač hodila v azilni dom in pač nekako, ja, poznam te stvari, tako da se me je vsa vsebina precej dotaknila. Musical, ja, ok, lahko bi temu tako rekel. Mogoče bi rajši rekel temu neka glasbena predstava. Delati mi je bilo pa super. Prvič sem delal z Vitom Tauferjem, on je bil moj mentor na akademiji in sem si kar nekaj let po akademiji želel z njim delati in evo, je prišel projekt in res sem užival, no. Se mi zdi, da smo vsi se imeli zelo dober, predvsem zaradi njega, ker je vsem igralcem pustil ogromno ene svobode, da vsak lahko prenese v vlogo v bistvu kar hoče, potem pa znotraj tega on posmerja naprej. Tako da super proces. Ja, jaz mislim, da je Roza pač itak napisal genialen tekst, duhovit, pameten in hkrati sodoben, no. In v bistvu je to Pepelka tukaj in zdaj, danes. Tako da bolj aktualno ne bi mogli biti. Danes se pogovarjamo po Pepelki, za katero si ti naredil glasbo. Povej mi, iz česa si izhajal? Mislim, ni bilo ne vem koliko zacementiran, malo nismo imeli veliko cajta, tako da sem se mogel kar potruditi, no, pa Vito Taufer se je potrudil, da je ekipo fajn zbobno skupaj, ne, pa je tudi Irena prišla, tako da sem se mogel potruditi, no, da ni kar neki. Kaj pa vem, mislim, inspiracija, tekst, v bistvu pač Roza je, jaz temu rečem, da ima žlahtno besedo, no, in potem nekako se kar njegovemu tekstu prepustim, pač tam, ki me pele on, poskušam temu slediti, no, nekako, ker on pač tako piše, da se to da, no, nekako, mislim tudi, mi je dobro, ker vmes je poezija, dajmo temu reči, pač je rima, potem, ki pa hoče, da se poje, pa zamena pač vers, dragam gre, no, in se čudi, da je naredil, da se poje, no, in me odpele pač pol, ne. To je bila ta glavna inspiracija. Danes se pogovarjamo po premieri predstave Pepelka. Kako se ti je zdela? Top je bilo, ja, the best. Zdaj, v predstavi si tako kar veliko, mislim, rečemo temu, soudeležena, no, če lahko tako rečem, namreč v njej nastopa mama, oče jo je režiral. A ti drugače gledati predstave z zavedanjem v tem, oziroma se zavedaš to, ko gledaš, ali v bistvu odmisliš, pa gledaš pač predstavo? Ja, itak navijaš za njih, ne, zdaj, sicer se nismo tle veliko pogovarjali, tako da sem bila kar presenečena, nisem vedela, kaj pričakovati ali pa sploh kaj delajo. Edino, da sem Rozin tekst že prebrala prej, pa sem se v bistvu smejala, pa top shit tekst je že tako, če ga bereš, ne. V bistvu skoraj še boljši, ne, se to ne mislim resno, ampak pač res je hud, ne. In kaj ste me vprašali? Kakšen poseben odnos? Ja, itak imaš tremo, ne. Ko pač, če ti, ne vem, nastopaš, pa lahko nekaj narediš, pač tako pa priješ gledati, pa nimaš kaj narediti, pa veš, kaj se bo zgodilo. Ampak ja, je pa v bistvu je tako fajn vznemirjenje. Fantastično, res. Mislim, da se je videlo po aplauzu, ki se kar ni nehal, mi nismo nehali ploskati, mislim, da se vidi, kakšen odziv bo imela ta predstava. Upam, da bo čim več mladih ljudi prišlo gledati to predstavo, ker bojo v njej nedvomno uživali in sporočilo je zelo pomembno. Tako da se mi zdi, da jim je res uspela ena dobra kombinacija in modernosti in tega, da se približajo mladim in neke stare zgodbe v današnjem svetu, še vedno zelo aktualne.